Kaj je človek, se sprašujem. Mogoče le skupek tkiv bi lahko bil. Mogoče bitje, ki razmišlja, pa si včasih preveč domišlja. Mogoče je samo bitje zaznal, ki ne ve, kaj je prav. Tukaj smo zaradi tvoje pesniške zbirke Opoj ljubezni iz leta 2010. Reči, kaj vsebuje ta zbirka? Si še kaj potem pisala? Ta pesniška zbirka je sestavljena iz 3 delov in sicer pa če kar odprem. Imam na začetku naslov Pot življenja. Tukaj so bolj življenjske pesmi, potem druga ljubezenski navdih in tretja posvetila in priredbe, katere smo peli na raznih proslavah in rojstnih dnevih. Drugače pa še pišem. Sedaj ravno pripravljam knjigo, ki bo vsebovala Miklavževe igre za otroke. Kako se pa počutiš, ko gledaš recimo 3,5 leta, recimo čez malo zračunano na hitro, o tej pesniški zbirki? Kako se ti zdaj zdi ta stvar? Spremenila ne bi ničesar, zato ker to je pesniška zbirka iz določenega življenjskega obdobja. Seveda zdaj na določene pesmi gledam malo drugače, seveda malo sem starejša, malo več izkušenj, ampak spremenila pa ne bi nič, ker to je odraz mojega življenja tekom 4 gimnazijskih let. Pa če kar ostanemo pri tej zbirki, se za tebe kaj spremenilo po izdaji zbirke? Ljudje kako drugače gledajo? Si odprla mogoče s tem kakšna druga vrata, nova vrata? Ljudje me velikokrat kličejo in prosijo, če je možno, da jim napišem kakšne priredbe za rojstne dneve, potem kakšna vabila za poroko, potem tudi pogrebni govor sem že napisala, na žalost. In me prosijo, da če je možno, da sestavim kaj za njih in potem seveda to zgleda tako, da mi oni posredujejo glavne podatke, kaj želijo, da je vsebovano v pesmi, potem pa to jaz čez čas skušam spraviti v neke primerne rime. Pa si se kdaj mogoče razmišljala pa spravila k temu, da bi to delala tak za poklic? Ne, to ne, zato ker še vedno se mi zdi, da bo medicina moj kruh in vseeno bi pa rada to delala za hobi. Menim, da umetniki, pisatelji in pesniki v Sloveniji ne morejo zaslužiti dovolj, da bi se preživeli, ampak je pa neka prijetna sprostitev. Poznaš kaj slovenske scene? Da čisto tako rečem, se kaj v Sloveniji dogaja, no? Bolj malo spremljam, ampak poznam pa sošolko iz gimnazijskih let, ki se tudi bori ter izdaja svoje pesniške zbirke, Gaja Jezernik Ovca. Tako drugače pa bolj spremljam, ne vem, Dobro Vilo Majo, njene motivacijske knjige berem. Imam pa tudi seveda dovolj svojih strokovnih knjig, tako da mi za kaj druga ostane bolj malo časa. No, strokovne knjige, to je študij. Pa je kakšen presek, res si prej govorila o umetnosti pa o študiju, kako ti to sploh kombiniraš? Študijske knjige so bolj objektivne, medtem ko pri poeziji pa je veliko subjektivnih idej in vsega tega. Tako bi to definirala. Mislim, ti se znajdeš, to je važno, ne? Ja. No, če se vrnemo nazaj. Kaj v bistvu moraš narediti, da izdaš pesniško zbirko? Verjetno najprej napisati pesmi? Kaj pa pol? Jaz pišem vedno na papir, ne na računalnik, ker se mi zdi neosebno. Na papir napišem in si te papirje potem v predal zlagam, če jih seveda ne izgubim. Potem pa je sledila pač sama ideja, da bi knjigo izdala. Še 1 mesec pred izdajo sploh nisem vedela, če bo ali ne bo, ampak na koncu je vseeno uspelo. Sem pa se spravila pretipkavati te pesmi na računalnik, potem sem mogla najti nekoga, ki bi to lektoriral in gospa profesor Magdalena Cencel, profesorica iz gimnazije, mi je to vse lektorirala.
Na sreči sem imela sošolko, ki zelo lepo riše in je bila takoj za to, da mi je pripravila čudovite ilustracije. Potem pa še tu sošolka iz osnovne šole, ki ima doma tiskarno, ter seveda tudi obvlada oblikovanje knjig. Tako da sem potem združila moči 3 18-letnih punc in je potem nastalo to. Seveda smo imeli malo problema pri pridobivanju kataloškega zapisa o publikaciji, namreč takrat je javna uprava ravno štrajkala, ampak po nešteto prošenj so mi vendarle ta kataloški zapis priskrbeli. Potem pa je šlo v tisk 3 dni in je bila knjiga zunaj.